Lep pozdrav, občanke in občani Komende. Sem Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka in vesel sem, da vam lahko posredujem pomembno informacijo. Vaša občina se je odločila, da bo organizirala dejavnosti za kakovostno staranje in lepo sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo. In v tem okviru bi rada podprla družine, ki imajo starejšega družinskega člana. Ko človek opazi, da se stara, je ena od njegovih tihih želja, da bi do konca ostal čim bolj pri močeh in med svojimi ljudmi doma. Večini se ta želja uresniči, saj se preseli v dom za stare ljudi samo vsak 20. Slovenec tretje generacije, 95% pa jih živi doma. Velika večina upokojenih ljudi je tudi povsem samostojnih, tako da skrbijo sami zase in postorijo tudi veliko koristnega za druge, za mlajši dve generaciji, tako doma v družinah kot v širši skupnosti. Četrtina starih ljudi pa potrebuje pomoč, nekateri malo pomoči, drugi veliko. V domovih za stare skrbijo zanje ljudje, ki so za to poklicno usposobljeni in je to njihova služba. Veliko več onemoglih starih ljudi pa je na skrbi v družini. Zanje skrbijo domači, največ hčere in snahe, ob službi in ob domačem delu. Družine, ki skrbijo za starega človeka, niso bile doslej deležne nikakršne strokovne in javne pomoči, da bi za svoje starajoče se družinske člane lažje skrbele in bi bilo sožitje med njimi v družini čim lepše. Lahko rečemo, čim bolj so domači seznanjeni s sodobnimi spoznanji o staranju, o skrbi za starega človeka in o oblikovanju sožitja v družini, tem dalj je star človek pri močeh in tem dalj ostane v domači oskrbi. V Evropi in v Sloveniji se prebivalstvo naglo stara. Eden od dobrih odzivov na to je pomoč družinam, ki imajo doma starajočega se družinskega člana. Komenda želi biti spredaj v slovenskem razvoju tudi pri tem. V okviru občinskega projekta za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje bo organizirala predavanje in pogovor na temo starajoči se človek v družini. To bo v bolnici Petra Pavla Glavarja na Glavarjevi 104 v sejni sobi. Dogajalo se bo ob torkih, in sicer zvečer od 6. do pol 8. ure, bo pa isto predavanje 4-krat ponovljeno, in sicer prvič 29. novembra, nato pa 6. decembra, 13. decembra in 20. decembra, vedno ob 6. zvečer. Predavali in vodili bomo srečanje strokovnjaki Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ta informacija je tudi v vašem občinskem glasilu Aplenca. Na to srečanje in predavanje ste vabljeni vsi, ki imate starejšega družinskega člana bodisi doma ali pa v domu za stare ljudi. Na tem srečanju boste dobili tudi vse informacije o poznejših možnostih čisto konkretne pomoči, ki bo nudena v vaši občini na tem področju. Zaključimo z mislijo, ki se nam je izkristalizirala pri delu na Inštitutu Antona Trstenjaka za starejše ljudi in za lepo sožitje med generacijami. Če so vse tri generacije med seboj povezane v lepem sožitju, je mladost varno lepa. So srednja leta mirno rodovitna in je starost spokojno bogata. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in toplo vabljeni na uvodna predavanja o tem, kako živeti v medsebojnem sožitju, če imamo v družini starostnika, ki potrebuje
našo pomoč. Predavanja bodo 4-krat enaka zato, da se jih bo imelo čim več ljudi možnost udeležiti. Prva 2 bosta v Komendi, tako kot je že povedal profesor dr. Ramovš, tretje, to je 13. decembra ob 18. uri pa v Mostah v osnovni šoli. 20. decembra ravno tako ob 18. uri pa na Križu v Breznikovem domu. Za to spremembo smo se odločili v želji, da se čim bolj približamo vam, občankam in občanom. S predavanji Starajoči se človek v družini nadaljujemo vzpostavitev mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje in medsebojno sožitje. Prva faza je bila raziskava, ki je zaobjela 270 naših občanov, starih 60 let in več, s katero bomo ugotovili vse pomembne socialne značilnosti tretje generacije in njene povezanosti z mlajšima generacijama. Rezultati raziskave bodo osnova za pripravo uvedbe programov javne skrbi za staro prebivalstvo v bližnji in daljni prihodnosti, med katere sodi tudi dom za starejše občane v kakršni koli obliki že. S tem pa je postopoma že realizirana naša obljuba, dana pred 7 leti, da bomo poskrbeli tudi za stare in onemogle v naši občini. Zemljišče je že rezervirano. V naslednjem letu bomo poskrbeli za spremljajočo infrastrukturo, potem pa naprej. Zato še enkrat, občanke in občani, ne izpustimo nam te priložnosti in zagrabimo je. Hvala.